Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Hvaležno pozdravljeni, maščobe nujno potrebujemo, a kakšne je znova vprašanje. Ko smo v teh mesecih se ljudje obremenjujejo s pridobljenimi kilogrami, velikokrat naredijo to, da črtajo maščobe. Na tej zanki sem padla tudi sama, že leta nazaj. Šele potem kasneje sem ugotovila, da moje telo zares nujno potrebuje maščobe. Danes boste izvedeli marsikatero resnico, tudi o tem, kako s svojim zdravjem plačate za tisto poceni olje v plastiki, ki ga kupujete v trgovini, ker je pač najcenejše. V moji družbi je holistična zeliščarka Sabina Grošelj, lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala, živjo. Z dejstvi na plan. Zdaj ti prireješ tudi predavanje, kjer ure in ure ljudem razlagaš vse to, danes 20 minut. Ja. Katere so tista šokantna dejstva, ki ljudi najbolj prizemljijo, da si nehajo metati pesek v oči, se je v redu? Ja, no, včasih se zgodi, da tudi kakšen medij reče, se je vse okej, a ne? Odvisno kdo, iz katerih ust to pride, a ne? Kakšno je stanje. Tisti, ki pa malo pogledamo po spletu, po knjigah, ki razmišljamo o zdravju, ki znamo ločiti zrne od plev, pa potem vemo, ali pa smo se pač izobrazili tudi na določenih delavnicah, da so maščobe izredno pomembna komponenta. In tukaj je zmeda neverjetna. In katere maščobe in kako. In potem delijo maščobe na nasičene, nenasičene, cel kup je teh delitev, glede na to, kako se presnavljajo telesu podobno. Jaz bi pa rekla, dajmo deliti maščobe na naravne in umetne. Narava zna narediti dobre maščobe, človek jih zna pokvariti. Ja, s tem vidikom sem jaz potem tudi celo mojo, bi rekla, teorijo oziroma predavanja začela. Stanje je šokantno, alarmantno, da se pa pomagati. Ampak tisti moment, ko dobiš informacije, prave informacije, verodostojne, potem si lahko pomagaš in znaš prave stvari izbrati. A ne? Danes si nam prinesla en kup takih in drugačnih stvari, lahko greva kar pogledati. Tako, ja. So pa že te stvari povezane tudi z rešitvami, pred tem je pa treba še kako šokantno dejstvo, ne? Ja, šokantno dejstvo, ja. Tako, kar se tiče same ponve, nekje v tvojih zapiskih sem prebrala, da nikoli ne smemo olja zlivati gor, ali kako? Ja, tako je. Zdaj, mi moramo poznati substance, s katerimi delamo. Jaz kot zeliščarka seveda delam z olji, z masli, z raznimi maščobami, preko tega sem spoznavala lastnosti. In kot je enkrat jasno, da olje je čudovito pridelano, da ga uporabljaš tako ali tako ekološkega, da je bilo stiskano seme ali plod pač na taki čudoviti temperaturi pod 27 stopinj, potem ti je tudi jasno, da tega olja ne moreš zliti na ponv. V ponvi, ki jo segrevaš, ko nimaš pojma, kakšna je temperatura, lahko je tudi 200. Olivno olje, primer, krasno, čudovito doma pridelano olivno olje z ogromno omega 9, enkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami. Jaz imam pa tlele ponv in potem bi jaz tole olje, ki je bilo skrbno pridelano, tako malomarno stresla v neko teflonsko, pri meni pač teflonskih ponv ni, teflonsko ponv, ki bi morala celo paziti, da je tisti rdeč krogec rdeč, kar pomeni, da je ustrezna temperatura in že v momentu nad 160 stopinj, kar je dimna točka tega olja. Se pravi... Kako naj to sprejmem kot zdravo, pa ni važno, kdo govori, celo če na kakšnih inštitutih prodajajo to zadevo, glede na ne vem kakšne raziskave, prosim, to tako ne gre. Ni logično. Ne, ni nobene logike tukaj. Kaj pa tisto sončnično pocen olje v plastiki? Tisto imamo mi, to, ki sem jaz prinesla, to so ekološka, hladno stiskane in tako naprej. Imaš olivno olje raznih kategorij, to je pač najvišja kategorija. Imaš ti olivno olje, kjer smo odvzeli vse živo, ga plastificirali, prefiltrirali, noter je, bog si ga vidi, koliko heksana in podobno. Tisto olje prodajo kot olje za cvrenje, olivno olje za cvrenje, kaj svem, zelo poceni, ljudje imajo denar za poceni olja, krasno, in reče, sej v trgovini je, se to ne more škoditi, če prodajo, ne, vzame tisto olje in s tistim oljem pripravljajo. Tle jaz tudi ne vidim logike. Zeleno zlato, ali kakor pač rečemo temu olivnemu olju, bi bilo kot zdravilo lahko uporabljeno. Kaj je ugodno za jetre, za prebavo, za cel kup takih res krasnih stvari, čudovita sestava, se je po žlici ali pa na solati. Si ne predstavljam. Ostala olja iz plastike, seveda se v ponvi, recimo olivno olje bi se v ponvi spremenilo. Transmaščobe bi z njega ven dobili. Ostala olja, ki so že
po defaultu mrtva olja se ne bojo nič spremenila, ampak jaz ne bom kadavrov vnašala v telo, ker moje telo je živo. A ne? Iz tega vidika potem takem olje za 1 evro, koruzno, kakršnokoli filtrirano olje, pač za zdravje čisto nič dobrega ne naredi, kvečem škodo. Kvečem škodo. Ja, plastificira naše telo. Tako. Se pravi, vsa olja, ki so v steklenicah, niso za peč na njih za uponov, da jih zlivamo kakšna olja, zdaj problem, kaj se pri nas dobi, kakšna olja prenesejo 230, 240, 300 stopinj, a ne? Sojno olje, ampak meni tudi na misel ne pride, da bi ga jaz uporabila. Arašidovo olje, kakšne verige z nezdravo prehrano, bomo tako rekli, uporabljajo taka olja, ki prenesejo ogromne temperature, zaradi tega, da lahko stalno cel dan noter cvrejo, a ne? Ja. In seveda, ampak tisto olje že v štartu nima nič okej, ja, seveda. In kot tako nič dobrega ne more narediti, a ne? Da bi pa nekdo pač rekel, aha, zdaj olivno olje, saj dobro, samo za enkrat pa ne sme se pa precediti, pa drugič uporabiti, tudi tle ne gre skozi ta teorija. Aha, tudi ta teorija, ker to sem pa nekje prebrala, ne? Žal. Olje je tekočina, se pravi, zato sem jaz tudi rekla, napisala, ne? Nič naj ne steče v ponov. Kar prenese visoke temperature so masla. Masa. Določena. In zdaj, tudi ekološko kravje, kozje, pač kakršnokoli maslo prenese temperature. Prenesla sem gi prenese temperature, kuhano maslo, tam noter ni nobenih beljakov, to je čista maščoba, a ne? Nobenega kazeina, ničesar, to je res za zdravje nekaj perfektnega. In kokosovo maslo, no, tle obstaja vojna za kokosovo maslo, ki se je zdaj pojavila tudi na slovenski televiziji, da je kokosovo maslo škodljivo. A res? Se človek vpraša, le zakaj, ko 5000 let določena ljudstva to uporabljajo. Mogoče ni za vsega, ampak jaz bi rekla, tale vojna za kokosovo maslo ima v ozadju sojo, zmanjšano porabo sojnega olja. Soja pa vemo, gensko spremenjena, nikoli ne veš, od kje je prišla, kako tudi ekološka. Z ekološko sojo imamo grozne probleme, a ne? Glede na sestavo, kaj seme vsebuje in kako rastlina kot taka iz zemlje potegne ves aluminij, kovine in se pač na ta način... Se pravi, soja nima veze ekološka, ne ekološka stran. Žal, o soji bi lahko samo sojo tlele imeli 20 minut, da bomo zdaj se ustavili, soja ni okej. Pustimo naprej, gremo naprej. Trde, ja, tako. In se pravi, imamo kar nekaj stvari na voljo, zdaj tisti, ki pač jedo meso oziroma pač vegetarijanci, bomo rekli, mogoče uporabljajo maslo, a ne? Vegani ne, vegani imate na voljo kokosovo maslo. Predvsej boljše, je nasičeno in iz tega je postal ves problem, ker nasičene maščobe škodijo. Sploh ni res, to je tako površinska trditev, da nekdo, ki se pač spozna na fiziologijo človeškega telesa, ki se spozna na kemijo, biokemijo, ne more nekaj takega reči. Ampak žal se trditve pojavljajo. Se pravi, na kokosovem komot pečemo, cvremo in vse, je pa tako pametno, kaj, ne, zelenjava, to se duši, oziroma temperatura je tle vseeno pomembna, saj tudi iz zelenjave potem grejo določene učinkovine ven na visoki temperaturi, a ne, tako da moramo misliti ne samo na kakšno maslo, kaj pripravljamo, ampak tudi, kaj noter dajemo, a ne? Kaj noter dajemo? Jaz smo s kokosovo maslo, te sem prinesla 2 sorti kokosovega masla, oziroma tako je, ne, to je bolj kokosovo olje, ki je že zdaj zelo mehko, ker je takole na pač sobni temperaturi, kar pomeni, to je stisnjeno. In tega imamo vse posod, ne, tudi prosim ljudi, naj uporabljajo ekološko. Brez karkoli tukaj, jaz govorim semena, to ekološko, to velja. Trojno pravilo zdrave prehrane, lokalno, sezonsko, ekološko. Ja, kokosovo olje je težko lokalno, ampak ravno iz tega je prišla vojna ven za tole kokosovo olje, ker se ni predelalo v Ameriki in se ne more tako predelati, kot se soja, ne? In izven Amerike, a ne, lokalno, pač na nekih Madagaskar, otokih in tako naprej, in je pač zaslužek šel tja, ne v Ameriko. Tle imamo predspol, hakalce zadaj, a ne? Ja, kokosovo olje, klukca, samo še tole, tako, ena reč je še pri kokosovo, to je pa zmleto kokosovo olje. Lahko ga probaš, en košček zelo dobro, je prvo okus po kokosu, to je pa bolj za sladice, na tem se pa ne sme peči. Tale reč pa ni. Spravi, mora biti gor, kar napisano kokosova maščoba ali kokosovo olje. In kaj se da s tem narediti? Jaz sem pred časom imela delavnico, kjer smo delali s temi različnimi masli in kokosovo maslo, tole reč,
smo pripravili za namen kave, tudi to, ja, kako se pripravi ena reč iz kokosovega masla, iz enega ali drugega za v kavico, kako se potem ekološka kava naredi še bolj zdrava in se razkisa. Se pravi, da daš kokosovo olje noter v maščobo? Tako, tele rožice, evo, tale svetla rožica je iz tega pripravka, iz tega zmletega, a ne? In zakaj pa je rjava? Zato, ker so noter začimbe. Antioksidanti, ki nam jih dajo začimbe. Jaz imam prav posebej, mislim... Kaj eno v kavo note dam? Tako, ja. Tale je, lahko daš pa usta, pa komot poješ. Ni problem. Doza, ki naj bi jo človek prejel skozi začimbe, ker ne veš, kako... Koliko je dober, Samina! Tukaj sem naredila še celo z medom, a ne? Sam ti mislim, da nekako... To je kupralina. Ja, tako, ampak je kokosovo maslo zdrava ekološka maščoba, ki jo potrebujemo, je pač srednje verižna, se zelo hitro presnovi in porabi za svojo presnovo več energije, kakor jo da. Tako da bi kdo rekel, zdaj bom pa jedel kokosovo maslo, pa se od tega redil, je kontra. Sploh ni res, hujšaš. Ja, no se hecne, maščobe, rabimo jih 1/3 v prehrani. Ker kar je največja zmota pri hujšanju je maščobe stran. V bistvu maščobe moramo dati dobre, zato da nadomestimo slabe. Cele diete so na to temo, keto diete, da se maščobe in beljakovine pač pojačajo in da se ogljikovi hidrati dajo stran, ampak jaz vedno rečem, 30% maščob, 30% beljakovin in 40% vse zdravih ogljikovih hidratov, zaradi tega, ker se in gradimo in rabimo energijo in se moramo obnavljati in cel kup stvari. In maščoba itak ima v telesu, mislim, neskončno veliko vlogo. Ena od stvari, ki sem prinesla in je zelo smešno, in smo tudi zato delali pripravek, zvečer, ko si umijemo zobe, lepo na tole krtačko, si pripravimo, ne tisto pač malo damo stran, ne bomo kar naprej z krtačo v tisto kokosovo olje mazali z bakterijami, ampak takole si pripravimo, in si pomasiramo dlesni. Dlesni? In imamo to kokosovo maščobo, ko gremo spat, ko gremo v posteljo in pač zaradi tega, ker kokos pač ne prenese ne glivic, ne bakterij, ne virusov, ničesar. Celo ritke sem mazala našmu, ko smo mislili, da ima gliste in podobno. Tako da kokos proti gliste so pa zajedavci. Cel kup dobrih variant, kaj lahko si, kako si pomagate s tem, čisto preprosta zadeva, kaj ne rečem. Tukaj si prinesla tudi veliko stvari, ki grejo zdaj na plakat. Na prihajajočem Davjah festivalu v Cankarjevem domu boš prav tako aktivna, ne? Ja, kar vse 3 dni. Ja, dober tek. Probaj različne barve, ker so različne stvari noter, različne začimbice. Samo podatek, kava je drugače 3,5 pH, s temle povišamo pH. Tudi če ekološka kava ima nizek pH, tako ne bi kdo mislil. Ampak ima kava tudi precej takih dobrih učinkov, ne samo slabe, kot ljudje mislijo. Ja, se pravi, ta festival celostnega zdravja, bom kar 3 dni prisotna, bom imela razstavo o zdravilnih rastlinah in bom prinesla semenčka, rastline, šopke, plakati bojo, način moje pridelave. Jaz imam tak poseben okrog vrt, v Osredkah, v Dolu pri Ljubljani. Tako da bom... Se trudim, da bi bila tvoja soseda. Ja, tam se zdaj ravno prodajo stanovanje, tako da dobrodošla, lik za nami. Krasno je, kar fajn je tam živeti. Imamo v redu zrak, krasno zemljo, iz tiste moje zemlje, lepo tisto, kar je pridelano, jaz potem uporabim in bom prinesla pokazati. Tako da bo celo otvoritev bo v soboto zjutraj, to je od 2. do 4. Se pravi 3. februarja, 15 do 10. bomo imeli tako uradno otvoritev in par govorov in tako, potem pa vodimo po razstavi in bojo ljudje lahko vprašali marsikaj, če bojo želeli, tlele se pravim, bo tudi kaj od tega tam na razstavi. Tukaj imamo tudi različna semena, ki jih jaz predvsem uživam zjutraj. Ja, pa veš, kako jih pripraviti? Fajn je vodo namočiti prej, ne? Nujno. Nujno, ne? Nujno. Ja, jaz imam alkalizator in jih še v tisto vodo še več spusti. Ja, zdaj tako je, gre za reakcijo fitinske kisline z vodo. Ker če ne, eni pravijo odvisno, semena in oreščke, tudi jaz sem tlele sicer prinesla blanširane, telih res ni treba, ker so blanširani, so že dal skozi. Tisto, kar moramo narediti z oreščki pa semeni, je to, da jih dejansko namočimo. Nekatera kot čija, potem s tisto vodo, kar je odreagiralo, lahko popijemo. Laneno seme lahko tisto vodo, čez noč je bilo namočeno, uporabimo skupaj s semenom, pa je potem prebava lažja. Konopljino seme tlele tudi ni treba, oziroma se jaz si tak 5-6 ur namakam in potem iz tega naredim
naredim konopljino, to je konoplja, Ja. konopljino mleko. A ne? Sončnico pač majčkeno namočimo, uporabimo na različne načine, jaz jih dam tudi dostikrat kar v omako, na solato. Se pravi, vsa je treba Boljša prebavljivost, ne samo, da je fitinsko kislino zgubimo, boljša prebavljivost je. Orehi, kako naredijo težino, ali pa lešniki. Pač. Ja. Ampak jaz večer, preden grem spat, jih dam v vodo. Tako. Ja, ampak zdaj pa bi morala predvideti, 5 mandlov, 5 unih, 5 makadamijo, oziroma makadamijo eno. Makadamije ne jem. Ne, sej problem je z oreščki, imajo lahko aflatoksine, eno makadamijo, ker ima 700% selena dnevne potrebe. A res? Ja, tako da, ne, makadamija... No, ampak selen je fajn za zdravje, za lepoto. Ja, brazilski orešek je še hujši, no, tako da, ja, seveda, enega ali pa dva. Pri oreščkih to ni, da bi zdaj se ne vem koliko... Jaz imam pa še eno vprašanje zate. Začela sem nekaj mesecev nazaj, tu konoplja se res govori, in sem začela z tem, da zvečer pod jezik dam eno kapljico CBD kapljic v olivnem olju. Ja. Kaj meniš o tem? Odlično, no, jaz se ukvarjam s konopljino pasto, ki je pač 20% ali pa več in imam ogromno ljudi, ki jih spremljam, a ne. Z olivnim oljem je to v redu, da nisi vsa zdaj pri pasti, če je že raztopljeno, potem usta niso črna, pri pasti so usta črna in potem se pri nas takole zmenimo z ljudmi, ko to jemlje, tudi jaz, a ne, ali olivno olje ali ričkovo olje, ki je eno čudovitih olj za želodec. Totrovo, tako rečejo Štajerci, se od tam prihaja, a ne. Ekološko, hladno, stiskano, sploh da ne rečem, a ne? Lahko, ja, in potem s tem pač malo poplakneš in je to čudovito, a ne? Zdaj kapljice, če so 3%, so potem zelo blage, to tako malo na preventivi delaš. Če je ljudem kaj hudega, potem morajo pojačati CBD, a ne? Odstotek, a ne? Ampak pravijo, da absorpcija itak taka, kaj je, ne? Sej ni pomembno... Ja, 14 dni odklepamo sploh celice, a ne? Kad ti te prvič vzameš, sploh ni nujno, da se bo kaj zgodilo, ker kot da rabimo nek overdose, oziroma tako kot da natankam, takole. Mal pa pomal in potem, ko je neka mera, potem začne delovati. Spi, ta sistem, endokannabinoidni sistem v nas spi. Nismo, kdo reče, smo ko jamski ljudje, nismo. Imamo druge bakterije v črevesju, zgubljali smo encime sproti, se pravi, da pri nas to spi treba zbuditi. Tako da tam nekje 20% je krasno. 3% je tako, če imaš, ali pa 5% recimo v olju, 5-6%, tisto je tako, ko si relativno zdrav, blage težave. Preventiva ali kaj takega. Absorpcija je pa tudi pomembna, ne? Absorpcija je pa vse, kar je, ni važno. Naša roka tlači v usta, ampak kaj pride v usta in kako se to predela znotraj našega, po fiziologiji telesa, to je čisto druga zgodba. Koliko so naš kakec in koliko je naš urin drag, kaj gre vse ven, ker nismo observirali, tisti je pa zgodba, ne? Ja, to sem jaz lep čas delala. Moj kakec je bil tako drag, res izjemno. Črevesje urediti, to je ta prva stvar, sploh koga dobim na posvet, urediti črevesje. Tam je izvor vsega. In dobrega in slabega. Ja, najlepša hvala, Sabina. Naslednjič, ko se pogovarjava, govoriva o strupih, tistih, ki jih ne poznamo. Vi pa preverite še kakšen posnetek, že prejšnjo sezono sva Sabino govorile, preverite tudi to na www.klepetobkavi.si. Sicer pa podsukajte jo za rokav na festivalu Dao Jah, pa tudi mene, če me srečate, obe bova namreč takrat prisotni. Sčasoma telo začne prepoznavati pozitivne informacije in pa snovi, ki so, in se začne na to tudi odzivati.